stoje vasi, ki jih je nevidna roka stkala v krajevno skupnost Podgorci in še prej v Lenarško faro, je prelep košček slovenske zemlje. Je kot bogata pogača, ki se v južnem delu umirjeno uleže v veliko skledo ravnine, v severnem pa vzkipijo sladke gubice, po katerih se cedita med in mleko. Zdi se, kot da bi iz Božje roke ravno na tem mestu padlo polno prgišče lepote. Skupnost ima bogata polja, iz katerih se peče kruh in iz katerih se redijo tolste živali. Ima peščeno reko, ki je nekoč prinašala bogastvo rib. Ima gozdove, polne dreves in sadežev gozda. Ima gorice in kleti polne žlahtnega vina. In ima pridne, podjetne in vesele ljudi, ki jo določajo. Brez njih bi bila le lepa preorana zemlja z bogatimi plodovi. Z njimi pa je dom neštetih generacij, ki je kljub zvitim poskusom, da bi jo priključili večjim in pomembnejšim krajem, vzdržala kot samosvoja skupnost in obdržala svojo Prešerno dušo. In verjamemo v njeno prihodnost. Le v tej veri bo lahko nove generacije krstila cerkvica svetega Lenarta, našega farnega patrona, in gostila naša stara dobra šola. Poročili se bomo s širnimi polji in zelenimi gozdovi, pokropili zmrzlo reko in barantali z Bogom in hudičem za dolgo in srečno življenje. In enkrat nazadnje odšli počivat na tisto prelepo, vzvišeno nivo v samem srcu naše ožje domovine. Do takrat pa bomo pili, peli in plesali, kot se dostojnemu človeškemu življenju spodobi, in s tem ohranili dolgost življenja krajevne skupnosti Podgorci. Vem, kaj govorim, tukaj rojen, tukaj živim, tukaj vzgojen, slovenske matere sin, če hočeš, stop z mano za besede iz teh stihov. Jaz bom stal za njimi, dokler bom dihal. Tole gre od ljudi za ljudi, ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si. Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi, za vse ljudi. Tole gre od ljudi za ljudi, ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si. Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi, za vse ljudi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, prisrčno pozdravljeni na naši prireditvi, kvizu, v katerem bomo spoznali našo krajevno skupnost, kraj, ki nam je dom in mati, v katerem se dobro počutimo in ga nosimo v srcu. V kvizu se bodo med sabo pomerili ekipe vasi krajevne skupnosti Podgorci. Sestavljajo jih domačini, ki bodo po svojih najboljših močeh zastopali svojo vas. Prosim, da z aplavzom na oder pospremite ekipo uslušalcev. Katjo Munda, Katjo Munda, Janeza Korparja in Ivanko Štampar. Ekipo Breznice in Podgorcev, Jožeta Muršiča, Mitja Muhiča in Marjana Marina. Ekipo Podgorcev, Mileno Leben, Stanka Kukovca in Jožeta Petka Starejšega. Ekipo ritmeka in streljancev, Boštjana Zamoda, Denisa Zamoda in Andreja Mariniča. Pa še ekipo iz Cvetkovcev, Aleša Plohla, Janka Marina in Franca Hrgula. Lepo pozdravljeni, dragi tekmovalci. Kako se počutite? Zdaj vas bolj tudi vidijo, slišali, ampak smo se že videli. Ste pripravljeni? Torej, lahko pričnemo. Naj na kratko razložim navodila. Pomerili se boste v poznavanju domačega kraja, odgovarjali boste na vprašanja 5 sklopov. S pravilnim odgovorom si lahko prislužite 3, 2 in 1 točko.
Da ne bomo pristranski, si boste vprašanja žrebom izrebali sami. Za odgovor imate 20 sekund časa, na kar vas bo opozoril zvočni signal. Dom največjega in najbolj uglašenega orkestra na svetu. Če živiš v njegovi senci, se navzameš tega petja in tvoja duša nenadoma zakoprni in poje in postane židane volje, kot da bi pila sladki oslez iz pridno posejane njive. In prepevaš, kot bi bil del ptičjega zbora ali pa vsaj njegov stalni odmev v sladki govorici življenja. In temu pojočemu odmevu, ki je v kontrapunt pesmi ptic v pojočih logih o peščeni reki, preprosto rečemo oslušalci. Na vrsti so vprašanja prvega kroga. Skupina oslušalcev, katero številko ste izrebali? Številka 1. Hvala. Dobro poslušajte. Bogastvo vasi Podgorci je vtkano v njeno ime. Leži na križišču lokalnih cest, na prehodu med ravnico Ptujskega polja in gričenatim svetom Južnih obronkov, Slovenskih goric. Stiska se v ustje slikovite Bresničke dolinice. Prislanja ob podnožje spetin, ki se po pobočji počasi spenjajo proti goricam. Župna cerkev svetega Lenarta pa zaokroža njeno celoto. Na vzhodu vasi se spenja hrib Cvetkovski vrh, s 304 metre nadmorske višine. Za cerkvijo hrib Kimošak s 318 metrov nadmorske višine. Za njim Znujred s 308 metrov nadmorske višine ter na zahodu Vrbanzelj s 300 metrov nadmorske višine. Vprašanje za 3 točke se glasi. Katera kulturna rastlina raste na južni pobočji Kimošaka? Trta. 20 sekund. Trta. Odgovor je pravilen. Vinska trta. Čestitam. Skupina Bresnice, katero številko pa ste vi žrebali? Slabo vidim. Kjeko? 4. V doline, po kateri teče Bresnički potok, je vas z enim imenom. Njen skrajni južni rob je vas Predslova, katere najvišji vrh je Vrbanzelj s 300 metrov nadmorske višine. Vrbanzelj je eden od najboljših vinogradniških leg v naši okolici. Najvišji vrh Bresnice je Vršič s 288 metri nadmorske višine. Vaška gospodinstva so razpršena po dolini in bližnjih gričih. Bresnica je tudi križišče povezovalnih cest s sosednjimi vasmi in zaselki. Področje katastrske občine je pretežno poraščeno z gozdovi. Vršič pa tudi zasajen z vinogradi, v dolini pa so travniki in polja. Vprašanje za 3 točke. Na področju Bresnice in Ritmerka sta večja gozdna kompleksa, ki se imenujete po Bresnici. Povejte ime vse enega od gozdnih kompleksov. To bi mogli vedeti. Mala pa Vejga Bresničina, ne? Bravo, 3 točke. Na vrsti ste pa domačini, Podgorčare. Katero številko imate? Številka 5. Številka 5. Poslušajte, leta 1886 je znotraj meja današnje krajevne skupnosti v 232 hišah živelo 1150 prebivalcev. To je povprečno 5 ljudi na eno hišo. Če bi se ohranilo povprečje iz konca 19. stoletja, bi imela danes naša krajevna skupnost že prek 2000 prebivalcev. Vprašanje za 3 točke. Koliko pa ima v resnici Gnez? V krajevni skupnosti Podgorci mislim, da je prebivalcev okrog 1602. Nemaš prav. Vprašanje za 2 točke. Število se giblje med 1000 in 2000. Če en biti, tudi pa biti točen. 1700. Bravo. 2 točke.
Hvala. Ritmek Storjance. Prosim, kjer številko pa imate vi? Samo 2. Samo 2. Dobro. Dobro poslušajte. Težko je. Lovska družina, ki deluje na območju krajevne skupnosti Podgorci, je bila ustanovljena leta 1946. V svoji zgodovini je svoje ime večkrat zamenjala. Trenutno šteje 48 članov Zelene bratovščine. Sedež lovske družine je v Podgorci. Imamo pa še lovsko kočo v Polenci in v Sluševci, ob kateri je tudi ribnik. V lovišču naše lovske družine živijo naslednje živali. Poslušajte, nekaj nam našteja. Srnjad, poljski zajec, divji prašič, jerebica, prepelica, sraka, šoja, vrana, lisica, jazbec, kuna, belica in zlatica, dihur, mala in velika podlasica, polh, vidra, pižmovka, bober ter precej vrst ptic pevk, ptic ujet in drugi manj prisotni živali. Vprašanje za 3 točke. Nismo povedali 2 pogostih vrst ptic, ki lovci tudi lovijo. Povejte vsaj eno. Ptice. Fazon. Bravo, 3 točke. Mjav 3. Lepo, Cvetkovčare. 3. Poslušajte. Na polju pred Podgorci, ki so osrednja vas krajevne skupnosti Podgorci, je velika vas Cvetkovci. Kako so na vas trofili, ha? Leži ob prastari prometnici iz vzhoda proti zahodu, iz Ormoža proti Ptuju. Skozi vas je potekala tudi rimska cesta. Čez vas teče potoček, ki ga vaščani imenujejo po vasi, skozi katero teče. Tako imamo za isti vodotok več imen, kot na primer Bresnički, Podgorski in Cvetkovski potok. Zato mu rečemo kar naš potok. Vprašanje za 3 točke. Kje izvira omejeni potok, ki ga po izviru imenujemo Bresnički potok? Lasigovce. Ne. Razlaga za 2 točke. Naša najsevernejša vas Bresnica meji na vas Lasigovci, skozi katero teče cesta čez Polence na Polenšak, iz katerega se nekaj meteorne vode steka tudi v naš potok. Zdaj bi mogli vedeti. Polence. Bravo, 2 točke. Prvi slov vprašanja za nami. Na oder vabim 3 brez imena iz Sluševcev.
Bresniška dolina je kot odprta zelena školjka. Prepredena je s srebrnimi nitmi majhnih vodotokov, ki svoje bogatstvo, svojo vodo življenja črpajo iz temnih gozdov na pobočjih Predslave in Vršiča. Kapljico za kapljico jo zbirajo in ponujajo živim bitjem. In brez teh kapljic, brez srak potu, ki jih na ilonati zemlji pustijo pridne človeške roke, brez pokošenih travnikov in cvetočih dreves, bi ne bilo bogatega polja v daljavi. Ne bi bilo pomladnega brstenja in zlatih zrn pšenice na bogatinovi mizi lenarškega človeka. Spoštovani, pred nami so vprašanja drugega kroga. Prosim, Maja, za košarico. Prvi ste na vrsti Bresnica Predslava. Katero številko imate? 3. Številka 3, ja. Zdaj te čujem, ja. Poslušajte. Šolstvo v Podgorci ima dolgo tradicijo in sega v začetke 19. stoletja. Sedanja šolska zgradba je bila zgrajena leta 1912. Del drugorazredne šole so pa izgradili po izgradnji nove šole uporabili za učiteljsko stanovanje, drugi del pa do leta 1947 za razred in kot dvorano za igre. Po prizidavi odra in garderob pod odrom se je ta del stare šole uporabljal za igre in druge kulturne prireditve. Ta stavba je bila od davnega leta 1890 večkrat prezidana in dozidana, nazadnje leta 2010. Urejeni so bili dodatni prostori za društva ter mala dvorana, sanitarije, strelišče za zračno puško in pisarne. Tako zdaj v tem domu kulture domujejo društva vaškega in krajinega pomena. Vprašanje za 3 točke. Kako se imenuje društvo, v okviru katerega deluje otroška folklorna skupina Podgorcev? Kulturno-prosvetno društvo. Zdaj, če sem tak, ja, ne vam bo, prosvetne nekdaj bilo, kulturno društvo Podgorce. Čestitam. Na vrsti so Podgorce. Številka 1. Številka 1. Glih prav za vas. Cerkev v Podgorci je posvečena svetemu Lenartu, zato se tudi župnija imenuje po svetem Lenartu. Do 50 let prejšnjega stoletja se je tudi pošta imenovala po farnem patronu, imenovala se je pošta svetega Lenarta pri Veliki nedelji. Sveti Lenart goduje v novembru in na prvo nedeljo po godu svetega Lenarta je tudi farno proščenje. Župljani fare svetega Lenarta pa slavijo tudi farno proščenje v avgustu in sicer na najbližjo nedeljo godu svetnika, ki je drugi zavetnik fare svetega Lenarta. Vprašanje za 3 točke. Kako se imenuje svetnik, po katerem imenujemo farani proščenje v avgustu? Svetnik sveti Jernej. Bravo, 3 točke. Skupina iz Ritmek Strjance, številko prosim. Številka 4. 4. Poslušajte. Prva šola v Podgorci je bila zgrajena že leta 1819. Bila je enorazrednica in je bila leta 1890 razširjena v dvorazrednico. Leta 1912
je bila zgrajena sedanje šolsko poslopje. Šola je postala 4-razrednica. 1927. leta se je razširila v 5-razrednico in leta 1934 v 6-razrednico. V Podgorci je bilo pred Prvo svetovno vojno, to je za čas Avstro-Ogrske monarhije, 4-razredna šola in njen upravitelj Franjo Megla. Začel je razvijati dramsko dejavnost v slovenščini. Leta 1914 so ga Avstrijci suspendirali zaradi slovenske vzajemnosti. Sedaj imamo moderno in funkcionalno preurejeno staro stavbo s 5 učilnicami, kabineti, knjižnico, dograjeno telovadnico z garderobami in šolsko kuhinjo z jedilnico. Vprašanje pa je takšno. Koliko razredov učencev se uči v šoli Podgorce? 5. Bravo! 3 točke. Skupina Cvetkovce. Številko 5 imamo mi. Številko 5. Vredek. Poslušajte. Farno cerkev svetega Lenarta je začetka 16. stoletja. Odlikuje preprosta, vendar lepa in kvalitetna arhitektura ter izjemna lega v prostoru. Posvečena je bila leta 1520 kot podružniška cerkev pražupnije iz Velike nedelje. Kot samostojna župnija je postala 1785. leta, kjer je postal patron verski sklad in ne več nemški viteški red. V cerkvi je med odpravo iz 19. stoletja omembne vredna le prižnica iz druge četrtine 18. stoletja. Največji zaklad Podgorske cerkve pa je prekrasen cibori iz 16. stoletja, katerega izdelavo povezujejo z nürnberškimi zlatarskimi delavnicami. Zamisel pa pripisujejo nesmrtnemu Albertu Dürerju. Zaradi dragocenosti ni več v uporabi in se hrani na škofiji. Vprašanje se glasi: v kakšne namene se je uporabljala sakralna posoda cibori? To je vprašanje za 3 točke. Brez šipkajo. Za obrede v cerkvi. Ne. Razlaga za 2 točke. Posvečene hostije se hranijo v tabernaklju v posebni zlati posodi. To je bolj jasno. Ja, za hostije pri obhajile. Ja, bravo, 2 točke. Hvala, zdaj pa še oslišalce. Vi pa imate te drugo, ne? Poslušajte. Teritorij fare svetega Lenarta zajema vasi Cvetkovci, Ošlučevci, Podgorci, Strjanci, Ritmerk, Bresnica in Predslava. To je celotno področje krajevne skupnosti Podgorci. Zajema pa tudi en del sosednje vasi. Ti vaščani hodijo k verskim obredom, svetemu Lenartu, tudi umrle pokapajo na podgorskem pokopališču in so do reorganizacije šolskih okolišev hodili v osnovno šolo v Podgorci. Vprašanje za 3 točke se pa glasi: del katere sosednje vasi spada v faro svetega Lenarta? Zamušanje. Ja, bravo, 3 točke. Hvala lepa vsem. Drugi sklop vprašanja za nami. Priznati moram, da se tekmovalci zaenkrat zelo dobro držijo. Ste ženi, ne? Ja, Mitja, prej smo slišali prečudovit opis vaše vasi. Si ponosen na njo? Prav tak. Vabim te, da nam kot odličen glasbenik kaj zaigraš in zapoješ. Velja? Pride, prosim.
močni vir in pevja. Podgorci so svojevrsten raj, obdan s čipkami neštetih vinogradov, ki polnijo kleti pridnih vinogradnikov in dušo veselega človeka. V svojih nedrih skrivajo črno bogatstvo preteklosti, na svoji dlani pa zadnje zbirališče svojih faraonov. In vendar so vesela vas, v kateri se krstimo in zahajamo vanjo od mladih nog do pozne jeseni. In ko se nam zdi, da smo ta kraj, kjer si podajo roko prijazni griči in velika ravnina, že v celoti spoznali, nas s svojimi srečanji vedno znova preseneča, navdušuje in posrka vase. Kak smo? Vredek? Že zmučene? Zdaj še kome težje pride. Začenjamo tretji krog vprašanj. Maja, prosim, razdelim žogice. Podgorci prvi se na vrsti, ja? Zdaj bomo se sicer malo zabavali, ne? Ste? Super. Začnimo, Podgorčar, katero številko imamo? Številka 1. 1, super. Poslušajte. Kateri konj, ki poskakuje v Sloveniji, ima v svojem imenu tudi slovensko drevece? Konj lipicanec. Bravo! Hvala. Ritmejster Jance? Številka 5. Številka 5. Poslušajte. Kateri slovenski mož, ki ga lahko vidimo na vzhodu Slovenije, ima največjo število žensk? Mož. Ormož. Bravo! Hvala. Cvetkovce, kjer bomo vi številko? Mi imamo številko 2. 2. Poslušajte, tudi je težko. Katera svojeglava žival se skrije vsaj v pisni obliki v imenu nas vseh? Aleš, to bi ti mogla vedeti. Svojeglava. Aleš pravi, da pav. Ne. Zdaj so mi tudi napisali, ne vem, zdaj, če tu imamo nekaj toč zbite. Še imamo eno možnost zdaj, vse eno. Če ne pa, če ne vete, pa bo nas potle, če vejo o Slišarove. Vete o Slišarvce? Če ne vete, gremo do Bresnice. Tako bomo šli, da kaj ne ve, pa bomo tak šli kuleg. Še lahko ponovim bun. Katera svojeglava žival se skrije vsaj v pisni obliki v imenu nas vseh? Svojeglava žival. Na oje, samo ne osel. Dobro, Podgorce? Bravo. In damo točka, ja? Pač, ne gre skus, ne? Lahko bi bila riba tudi. Ja, dobro, ja imam pač tak napisano. Uslušalci,
Ne, zdaj, nismo še ferti. Še smo slišalce. 4. Katero krajevno ime v našem delu Slovenije postane izrazito nedomače, če mu odzameš prvo črko? Nedomače. 4 črke samo so. Če eno odzememo, je pa našo najbližjo. Čakajte, pridite na vrsto. Še enkrat ponovite vprašanje. Še enkrat bom. Samo zdaj na cel že poteka. Bolj na glas, ne čujemo. Bolj na glas, Vredek. Katero krajevno ime v našem delu Slovenije postane izrazito nedomače, če mu odzameš prvo črko? Nedomače. Ja, Ptuj. Je pravo. Zdaj bi vam tudi dal polovične točke, ne? Ker bi zdaj že mogli drugi govorite. Kaj pa imate vi za številko Bresnica Predslava? 3. To je tako težko. Katero štajersko mesto skriva v svojem imenu ribo? Mesto v svojem imenu ribo. Maribor. Bravo. Hvala lepa. Ja, tale vprašanja so bila bolj zabavne narave in so vam spet prinesla dodatne točke. Zabavati pa se znajo tudi plesalci folklorne skupine Kulturnega društva Podgorci, zato jih prijazno vabim na oder, da nas razvedrijo. Prosim!
Vas strelcev, svojevrstnih riterjev, je kraj pogumnih vaščanov, ki so nas v davni preteklosti branili pred roparji iz velike ravnine. Njegova zgodovina pa sega še nazaj. Sega v čas, ko so na divjih gredah in pod njimi izdelovali serpentinaste kamnite sekire. Poznejšim rodovom so kot gromske strele prinašale srečo in jih varovale pred uroki. Le pobrati jo je bilo treba na sveže preorani njivi. In še danes jim nosijo srečo. Zato polja Sejanske doline in gorice Ritmerka in Strjanskega vrha še vedno bogato rodijo. Spet smo na vrsti mi. Tak, ja, nasmete se malo. Četrti krog vprašanj bo spet malo bolj resen. Saj se navezuje na vino. Bi nam pasala, zdaj kakšna kupica, ne? Verjem. Čeprav se zaradi vina velikokrat obnašamo manj resno kot sicer. Katero številko ste žrebali Ritmerk Strjanci? 4. 4. Dobro ste zadeli. Dolgo bomo brali. Malo bomo se mutili, sigurno tudi. Ampak bomo rešili. Poslušajte. Vas v Podgorci je bila prvič omenjena leta 1440 v listini o daritvi podgorskih vinogradnikov v zborniku Ormož skozi stoletja. 2. Preberem za leto 1482. Gornji orad ormoške gospoščine obsega teritorij od Brezovcev do Lešnice. Opisani so obvezniki desetine, imenovani gorniki, po posamezni vasi. Izpisali smo podatke za vasi iz našega področja. Se pravičujem. Oslužeci imajo 7 gornikov, med drugimi je tudi župan Pavel in drugi. Vinograde imajo nad Podgorci. Cvetkovci imajo 10 obveznikov, vinograde imajo nad Podgorci. Bresnica ima 4 obveznike desetine. Bresnica spodnja ima samo enega obveznika. Podgorci imajo 6 gornikov. V Orbarju gospodstva Ormož iz leta 1486 je prvi podroben popis podložniške zemljiške posesti gospodstva Ormož. Popisane so naslednje in tudi puste kmetije. Naseljene in puste kmetije. Cvetkovci, tu je naseljenih 9 kmetij. Vsi služijo v denarju in v malih pravicah. Polovico vinske in žitne desetine prejme gospoščina Ormož, drugo polovico pa samostan v Veliki nedelji. Osluševci imajo 5 naseljeni in 4 nenaseljene kmetije. Polovica vinske in žitne desetine pripada gospoščini Ormož. Desetina od prosa, 1/4, en kokošin, eno povesno lanu daje vsaka kmetija zemljiškemu gospodu v Ormožu. Bresnica spodnja ima popisane 3 kmetije, ki dajo polovico vinske desetine gospoščini Ormož, drugo pa Veliki nedelji. Vsaka kmetija daje od prosa 1/4, eno kokoš in eno povesno lanu. Bresnica, gornja, naseljene so 4 kmetije, nenaseljene 3, dajatve dajejo kot v spodnji Bresnici. Podgorci imajo porazno situacijo, saj je vse 6 kmetij pustih. Prej so dali dajatve kot Bresnica. Tako v Orbarju gospodstva piše za leto 1486. Vprašanje je dolgo pa težko, ampak bomo rešili. Vprašanje za 3 točke pa se glasi. Kaj je to vinska ali žitna desetina? Ritmerk Strjanci vidi govorite, ne? Žetina predelka. Še ne vem zdaj. Ja, dajate.
Tako, pravo, se pravičujem, ker sem se malo zmotil. Joj, to je normalno. Ja, tudi tu se zgodi, ne? Ja, tega vina pa nič nemamo tu, ne? Dobro, cvetkovci, kjer pa imate vi? Ne vidim. Mi čujem, ti ne. 2. Poslušajte. Proti Sejanski dolini pa se odpira vas starodobnih strelcev, strjance. Strjanci so znani po arheološki najdbah, saj so tam na njivi našli ostanke prazgodovinske naselbine in na Strmcu mlajšo naselje staroselcev. Obe najdišči še nista podrobneje raziskani. Najvišji vrh Strjancev je Znuret s 308 metri nadmorske višine. Na zahodni strani je na nje naslonjen Ritmerk, nekoč viteški Ritenberg, z nadmorsko višino 298 metrov. Ritmerk ima le 18 hišnih številk, ki so v glavnem postavljene po hribu, ki je večinoma poraščen s gozdom. Tu je tudi veliki gozdni kompleks, Velika Brešničina. Nekaj hriba je zasajenega z vinogradi. Mnogi se Ritmerka spomnijo po vsakoletni prireditvi turističnega društva Podgorci na dan zavetnika vinogradnikov svetega Vincenca. Zavetnik Goric je sveti Urban. Po svetem Urbanu, po domače Vrbanu, je dobil ime vinogradni hrib Vrbanzl. Na hribu je baje nekoč stala kapela, posvečena svetemu Urbanu. Poslušajte. Vprašanje za 3 točke. Kako se imenuje prireditev turističnega društva Podgorci, katere osrednji del je že več let na Ritmerku? Prosim. Tišina v dvorane. Vincekov pohod. Bravo, vincekovanje. Bravo. Poslušajci, vi imate številko? 5. Krona vinogradniške tradicije v Podgorci je praznik vina in domače jedi. Najlepša in najpomembnejša turistična prireditev v Podgorci. Vključuje tudi najstarejše ljubiteljsko ocenjevanje vin v Sloveniji, znano prek njenih meja. Prireditev je Slovenijo obogatila s slovenskim vinskim kozarcem, ter v 38 letih dvignila raven vinske kulture Podgorcev in cele Slovenije, saj po našem vzoru vina ocenjujejo na lokalnih prireditvah širom po Sloveniji in severni Hrvaški. Najvišje ocenjeno vino na praznika vina v Podgorci dobi naslov šampion, praznik vina in zraven plakete še veliko kristalno posodo. Vprašanje za 3 točke. Kako se uradno imenuje najvišje priznanje na prazniku vina v Podgorci? Bakus. Ne. Najvišje priznanje je Bakus. Razlaga za 2 točke. Priznanje ima ime po posodi, v kateri so stari Grki prevažali vino. Ni dolgo zdaj toga smo imeli mi ti ocenjevanje, pa so tu bili eno to. Z dvorani sem čuja že. Bo? Amfora, ja. Ja, gledajte zdaj, tak ne moramo iti prek. Poslušati se. Amfora. Velika amfora. Dobro, naj vam zdaj bo. Velika kristalna amfora. Tudi se vam zdaj malo čez prste pogledno, da sem že enim pred tudi, pa še enim bom mogoče. Bresnica Preclova. 1. Tako v šole. Ja, to je bila tudi časih dobra cena. Poslušajte, vinogradi spomladi obdajajo vas kot nežni nevestni venec, poleti kot kontrapunkt, nisem dobro prešteja. Kontrapunkt zelenem jeseni sijejo v zlatu in obilju, po zimi pa so kot svojevrstne kristalne čipke. To lepo veduto, zaradi katere je naselje zaščiteno kot kulturni spomenik,
lahko opazujemo s ceste iz Ptuja proti Ormožu. O kateri vasi govori ta tekst? Mislite, pa tu pa res ne sem videl težko vprašanje. Nisi čuja? Lahko ponoviš? Lahko ponovim, ja, zdaj moče boljše prebral, kak sem pred. Vinogradi spomladi obdajajo vas kot nežni nevestni venec, poleti kot komprat punkt zelenem, jeseni sijejo v zlato in obilju, po zimi pa so kot svoje vrstne kristalne čipke. To lepo veduto, zaradi katere je naselje zaščiteno kot kulturni spomenik, lahko opazujemo s ceste iz Ptuja proti Ormožu ali obratno. Velika nedelja. Sronte vode. Nič toč dobite. Podgorci vi odgovarjate, ker ste na vrste. Ja, bravo, čestitam, Podgorci dobijo. Nema nič prtaveki nedli, ne? So pa tudi tak, ne? Dobre. Ja, no, vse Ptuja proti Ormožu je tudi se. Tudi je, samo zdaj te gled. Vredek, Podgorce? Številka 3. Številka 3. Slušajte. Kakovostne vinogradniške lege naših goric, ki so zemljiškim lastnikom skozi stoletja omogočile predelavo znani To bom težko prebral. Burgundevcev, to je dobra sorta vina, ne? Tramincev, šiponov, renski in laški rizlingov. So dale tudi ime vinogradnemu okolišu tega območja. Skozi osrčje goric teče podgorski del Ormoške vinske ceste VTC 14. Začetek vinske turistične ceste je pri Volmotovi v Podgorci in se pred kratkim časom obnovljene cesti spenja na Cvetkovski vrh, mimo Kimošaka, Znureta, Vršiča, čez dolino mimo Preradskega Triglava s 325 metrov nadmorske višine, čez Zamošlanski vrh in se konča na cesti iz Šadja v Podgorce. Vprašanje za 3 točke. Skozi katero vas naše krajevne skupnosti vinska turistična cesta ne teče, kljub temu, da je zaseljena z vinogradi? Skozi naselje Predslava. Bravo! Ja, Boštjan Denis, vidva ste veseljaka, od nekda že ne od malega. Muzikanta, dajte, zaigrajte, kako veselo pred zadnjim sklopom vprašanj, da se pripravimo na zadnjega, ki je najbolj težje.
Naša največja vas je kot velika pogrnjena miza našega bogatega polja, na kateri je božjih in človeških dobrot v izobilju. Razteza se od roba do roba ravnine. Iz goric, iz Cvetkovskega vrha priteka na njo žlahtno vino, iz velike vode na njenem južnem robu pisana mreža sadežev reke. Iz zlate pšenice zadiši sladka potica, iz sladke koruze zlato-rumena polenta. Vso bogatstvo vasi pa obdajo prelepe cvetlice, ki jih s preprosto besedo imenujemo cvetkovci. Dragi tekmovalci, pred nami je zadnji 5. krog vprašanj današnjega kviza. Maja, prosim, še zadnjič prinesi številke. Cvetkovčarom prvo, ja, zdaj. Tudi bomo zdaj hitrije ferdi, ko smo bili pred, verite mi. Hvala Bogu, ne? Skupina in Cvetkovcev. Kiko imate številko? Številko 4. Številko 4. Krotka je, pa težka je, ne? Za 3 točke. Katera barva las je prevladovala pri starih Rimljanih? Katera barva las je prevladovala pri starih Rimljanih? Jasno ni puno, samo se tako da ne vide. Siva. Siva, tak je prav, ja. Hvala. Poslušalci, kjer pa imate vi številko? Številka 3. Številka 3. A ti pa je malo bolj, tako, aha. V njegovem imenu tiči barva, ki pravzaprav ni barvasta, sam pa tiči pod lupino. Sneg iz njega ne pade, če pa že, stori to kvečjemu enkrat na kuhinjska tla. O čem govorim? Jajce. Jajce je, ja samo nekaj, kaj je v jajce? Ja, beljak. Ja, beljak. Zdaj vam ne bo, ki ste me ni čuli, to je točko, vam zdaj te štenka. Presnica predslava, pardon. Kaj moramo še držati, potem, ko smo to komu že dali? Cajt, ja, cajt teče. Ko še enkrat preberem, ste čuli? Ste čuli vredek. Cajt vam ne poteka, ne še? Obljubo. A pa besedo. Beseda, tako. Beseda. Hvala. Podgorce. Številka 5. Številka 5. Najkrajše morate pa vi. Poslušajte, dobro. Mlena, naprej se naredite, ki te me čuli. Čujete? Kateri pes ne čuva nobene hiše? Pes po domače. Samo morski pes ni. Bravo! Ritmerk Strjance. Številka 1. Številka 1. Ko je laskava, je lahko zaseda. Ko je resnična, ni vedno lepa. Pošteni ljudje jo vsekakor držijo. Zdaj pa jo dam tebi. O čem govorim? Lahko še enkrat. Ko je laskava, je lahko zaseda. Ko je resnična, ni vedno lepa. Pošteni ljudje jo vsekakor držijo. Zdaj pa jo dam tebi. O čem govorim? Obljuba. Ne. Beseda. O besedi, no, nema zdaj bo, da se že sen, malo dešemo zdaj von, malo s prste pogledno. Tako, naš kviz
je zdaj šel skus. Zastavili smo vsa vprašanja, dobili smo vse odgovore, na katere takoj, druge ob nekoliko večji pomoči. Vaši šopki so se z kroga v krog večali. Preden bomo prešteli, koliko žitnih glasov ste si pridobili, vabim na oder Karmen Hanželič, ki nam bo zapela pesem o iskrenih ljudeh. Med iskrenimi se nikoli ne zgodi, da zmagaš. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč poznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat iska. Do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusten, če je svet bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusten, če je svet bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Slušalci, resnica, predstava, govorci, Lukmet, Strjanci in Svetovci so vasi, ki tvorijo krajevno skupnost Podgorci in so med seboj odleže povezane na več načinov. Želimo se povezovanja in sodelovanja na vsem. Skupaj smo močnejši, lepši in hitrejši, bolj modri, mirni in veseli. Bolj smo dobri, bolj srečni. Skupaj smo čudežni. Ko bi združili mi znanje, moč in te stvari, ni vrag, da vse okrog nas ne zacveti in zadiši. V tem pozitivnem vzdušju med nami pozdravljamo gospoda župana občine Ormož Alojza Soka, državnega svetnika gospoda Branka Šumenjaka in gospoda predsednika krajevne skupnosti Podgorci Martina Kukovca, katerega prosimo za nekaj besed ter podelitev plaket krajevne skupnosti Podgorci.
spoštovane krajanke, spoštovani krajani, krajevni občinski svetniki, svetnik državnega zbora ter spoštovani gospod župan. Leto je naokrog in spet so se zbrali na prazniku krajevne skupnosti, da preanaliziramo delo prejšnjega leta, zastavimo cilje za nadaljno delo. Kaj smo naredili posebej, menda ni potrebno posebej izpostavljati, saj je v grobem vse zapisano v biltenu, katerega smo dobila vsa gospodinstva. Mislim, da lahko z ponosom rečemo, da kar vzorno urejamo naš zadnji dom oziroma pokopališče, ker je ostalo še nedokončano parkirišče, ker pa smo blizu začetka del. Dokumentacija proti koncu. Letos smo uspeli asfaltirati 2 odseka ceste, enega v Debrecnici, enega v Strjanci, do meje za sosednjo občino Sveti Tomaž. Čaka nas še ureditev parkirnega prostora pred dvorano. Svet krajevne skupnosti skrbi za koliko uspešno upravljena vzdrževalna dela javnih poti in zimsko službo. Mora pa posebej omeniti delovanje društev. Lahko z gotovostjo trdim, da imamo v naši krajevni skupnosti društva, katere so nam lahko povsem ponos. Kateri poznate društva, teh pa nas ni malo, lahko rečemo, da je praktično veliko krajanov vključeno ali kakorkoli udeleženo pri delovanju krajevne skupnosti. Večinoma vsa društva so že na takem nivoju, da presegajo meje krajevne skupnosti in delujejo širom Slovenije ali pa še dalje, kar pa nam je lahko samo ponos. Jaz in v imenu krajevne skupnosti želim nadaljno uspešno delo. V naši sredini bi še rad pozdravil dobitnike plaket. Ko smo že prej omenili delo krajanov, lahko iz tega razberemo, da ni težko vsako leto najti 3 krajanov, kateri se zaslužijo še posebno zahvalo za marljivo in vestno ter seveda brezplačno delo v kakem društvu ali drugi obliki dela v krajevni skupnosti. Vsem dobitnikom čestitamo prejemu plakete ter jim zaželim mnogo zdravja, uspehu in zadovoljstva pri pripravljanju nalog. Ne morem, da ne omenim občine Ormož pod vodstvom župana gospoda Alojza Soka, brez katerega ni bilo investicije v krajevni skupnosti Podgorci. Zavedati se namreč moramo, da z dosedanjimi občinskimi investicijami v naši krajevni skupnosti delamo za boljši, bolj zdrav jutri nas in naših otrok. Mislim, da čistilne naprave, katere so se ali se še bodo spustile v pogon, zraven pa še urejene ostale infrastrukture, kjer potekajo ta dela. Prosim pa še, da še naprej gledajo na naše Podgorce in naj nadaljujejo z planiranimi investicijami. Zahvalil bi se vsem, kateri ste in se še boste v teh dneh pomagali pri izvedbi našega krajevnega praznika, še posebej turističnemu kulturnemu društvu Podgorci, kar se seveda aktivno za pripravljeno razstavo in pogostitev. V imenu vseh bi se moral zahvaliti za vestno in marljivo delo našega hišnika, kateri nam skrbi za urejenost pokopališča in okolja. V glavnem vsem, kateri na kakršenkoli način pripomorete k napredku in urejenosti naše krajevne skupnosti. V imenu sveta krajevne skupnosti hvala in prosim, da nadaljujete z isto in še večjo voljo naprej. Vsem tekmovalcem in tekmovalkam želim čim več dobre volje, športne sreče na tekmovanje, gledalcem pa čim več užitkom. Vsem hvala lepa. Krajevna skupnost Podgorci podeljuje plaketo Jožefu Cajnku iz Ritmerka. Jožef Cajnko se je rodil 7. januarja leta 1957. V društvo PGD Bresnica je vstopil 15. maja 1970 in je bil vse skozi aktiven član društva. Želja po znanju ga je vodila naprej in 6. januarja 1977 je postal izprašani gasilec. Za vestno delo je poleg pohval in priznanj leta 2010 prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje in značko za 40 let delovanja v društvu. Po činu je leta 1996 napredoval v gasilca 2. stopnje. Na organizacijskem področju je bil krajši čas predsednik društva, dolga leta pa član upravnega odbora in tajnik. Kot slednji je svoje delo opravljal vestno in s čutom za organizacijo in vodenje raznih sestankov. Nesebično je pomagal pri uresničevanju ciljev in organizaciji dela v društvu. Sedaj je aktiven član društva
in član nadzornega odbora v njem, od lanske pomladi pa tudi član nadzornega odbora Gasilske zveze Ormož. Je izjemen človek, sposoben ter vsestransko razgledan. Velik doprinos k razvoju društva je pokazal pri obnovi gasilskega doma z navesti in podporo pri pridobivanju finančnih sredstev. Tudi krajani ga zelo cenijo in spoštujejo, saj je vedno pripravljen pomagati in ustreči njihovim željam. Zaradi tega je bil tudi izvoljen za občinskega in krajevnega svetnika. Kljub svojim obveznostim se rad udeležuje sestankov in s svojimi predlogi, mnenji in pripombami pomaga pri razvoju društva. Brez njega bi bilo prostovoljsko gasilsko društvo Bresnica zelo prikrajšano, zato se zavedamo, da je potrebno tako sposobne ljudi, kot je Jožef, spoštovati in nagrajevati. Zaradi vsega naštetega se Jožefu Cajnku podeljuje plaketa Krajevne skupnosti Podgorci. Plaketa Krajevne skupnosti Podgorci se podeljuje Janku Mariniču iz Bresnice. Janko Marinič je dolgoletni član turističnega društva in zelo poznan krajan naše krajevne skupnosti. Trenutno je v turističnem društvu Podgorci član častnega razsodišča. Kljub obilici vsakdanjih opravil, nobena delovna akcija v društvu ne mine brez njega. Vestno skrbi tudi za promocijo našega kraja. Aktivno sodeluje na Vincekovem pohodu kot ponudnik vrhunskega vina na vinsko-turistični cesti, ki teče po naših krajih. Vključuje se tudi v srednji program na tem pohodu in pomaga pri strežbi. Dejaven je tudi na prazniku vina, kjer sodeluje pri pripravi na ocenjevanje vina. Zelo rad se tudi udeleži sedaj že tradicionalne košnje trave na star način pod Ptujskim gradom. Ne manjka tudi na podobni domači prireditvi, ki se odvija na pobočju pod cerkvijo ter urejanju okolice spomenika NOB. Zaradi vsega povedanega se mu podeljuje plaketa Krajevne skupnosti Podgorci. Plaketo Krajevne skupnosti Podgorci prejme Stanko Horvat starejši iz Podgorcev. Stanko Horvat je človek, katerega aktivnosti ni mogoče strniti v nekaj stavkov. Kot poklicni električar je bil pobudnik projekta Vaške razsvetljave. Tako so bili Podgorci prva vas v naši krajevni skupnosti, ki je dobila cestno razsvetljavo. Zavzemal se je tudi za izgradnjo telefonskega omrežja v krajevni skupnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Podgorci se je včlanil leta 1968. Kmalu je prevzel funkcijo predsednika društva, ki jo je opravljal 20 let. V tem času je veliko postoril na področju preventive in varstva pred požari v Podgorcih in celotni krajevni skupnosti. Skupaj s člani društva, sedanjimi veterani, se je lotil tudi obnove gasilskega doma, ki so ga opremili s takrat sodobno opremo in vsestransko uporabnim vozilom. Skrbel je za višji nivo znanja članov gasilskega društva. Dosegel je vrsto činov in postal tudi sodnik gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin. Aktivno je sodeloval s člani Gasilske zveze Ormož, bil je pobudnik za sodelovanje z gasilsko enoto TAM iz Maribora. Na njegovo pobudo so se začele izvajati tudi kozje dirke, ki so v Podgorce privabile ljudi iz bližnje in daljne okolice. Pred upokojitvijo se je lotil še enega projekta. Pritegnil ga je Kimošak, za mnoge najlepši vrh v krajevni skupnosti Podgorci. Tam je obnovil rojstno hišo, uredil rozge utrujenega vinograda in s trdim delom in trudom dosegel, da je Kimošak kraju ponos. Poznamo ga kot neutrudnega in strpnega človeka, ki ljubi naravo in svoje soljudi. Zaradi vsega tega se mu podeljuje plaketa Krajevne skupnosti Podgorci. Zahvala vsem nastopajočim in gledalcem.
Spoštovani krajani, čestitamo vam ob 12. prazniku Krajevne skupnosti Podgorci. Naj nam veselje, ki si ga pričaramo na praznovanju našega praznika, traja do naslednjega leta in še naprej. Vabimo vas, da se v duhu medsebojne povezanosti ter sodelovanja in dobre volje udeležite dogodkov, ki se bodo v sklopu našega krajevnega praznika zvrstili v prihodnjih dneh. Vzemimo si čas za sočloveka, voščimo mu lepo besedo ali vsaj nasmeh. Kdor počasi hiti, največ naredi. Vabim vas, vse gledalce in nastopajoče, da si skupaj ogledamo razstavo, ki jo je pripravil aktiv kmečkih žena, poskusimo njihove dobrote in spregovorimo kako besedo. Hvala.